Lep pozdrav vsem prisotnim na novinarski seji oziroma na novinarski konferenci po 4. seji vlade. Vlada je sprejela precej pomembnih odločitev, med njimi tudi novelo zakona o radiodifuziji in predlagam, da minister Žiga Turk predstavi rešitve iz predloga. Ja, hvala lepa. V državni zbor smo poslali spremembe zakona o radiodifuziji. Spremembe so strokovnjaki na Direktoratu za informacijsko družbo pripravili že dolgo časa nazaj. Moji predhodniki pa so stvar, ne bom špekuliral, zakaj dali v predal. S spremembo rešujemo 3 stvari. Prvič, sporočamo vsem tujim investitorjem, da se bomo do njih korektno obnašali. Investitor v digitalno radiodifuzijo je v Slovenijo prišel na naše povabilo, javil se je na razpis te države in investiral je pod predpostavko, da se bo Slovenija držala evropskih direktiv. Ta predpostavka do zdaj ni bila izpolnjena, zdaj pa bo. Drugič, usklajujemo domači pravni red z evropskim. V Evropsko unijo smo se včlanili prostovoljno in sprejeli nekatere obveze. Ključna obveza tukaj je načelo o zagotavljanju konkurence in načelo svobodnega trga. Ti 2 načeli konec koncev koristita predvsem potrošnikom. In tretjič, sprememba bo državljanom omogočila, da bodo programe javne televizije lahko spremljali v HD tehniki, kar je bilo do zdaj mogoče samo z dodatnimi stroški naročnine ponudnikov kabelske oziroma IP televizije. Glavna sprememba je pravzaprav na prvi pogled malenkostna, je v tem, da iz zakona črtamo eno besedico, to je besedica predvsem, namreč da se torej frekvence, ki so bile dane v rabo javni televiziji za javni interes, uporabljajo, citiram, za potrebe izvajanja javne službe v skladu z zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo in za potrebe zagotavljanja prenosa drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja medije. Skratka, samo za to in ne predvsem za to. Če nekoliko pojasnim, v Sloveniji sta bili do zdaj zgrajeni 2 omrežji za prenos digitalne televizije, 2 tako imenovana multipleksa. Prvo je brez razpisa na dodeljenih frekvencah zgradila RTV Slovenija, v bistvu iz denarja za RTV prispevek, to je tako imenovani multipleks A. Za izgradnjo drugega omrežja pa je bil leta 2008 objavljen razpis, na katerem je zmagalo tuje podjetje in je omrežje za svoj denar tudi postavilo, to je bil multipleks B. Komercialno omrežje je ostalo skoraj prazno, ker je javna RTV na svojem omrežju gostila svojo komercialno konkurenco po nižjih cenah, kot jih je bil sposoben zagotoviti tisti, ki je investiral v multipleks po tržnih cenah. In seveda ni mogel razlike pokrivati iz RTV naročnine. To je v nasprotju s pravili svobodnega trga in konkurence, ki jo zahtevajo evropske direktive. Vlada je v zvezi s tem prejela 2 opozorili Evropske komisije, zadnjo 21. februarja letos, grozila nam je tudi tožba pred Evropskim sodiščem. Jaz se zavedam, da si s tem ne delam prijateljev, ne na javni televiziji, ne na komercialni televiziji, ampak enostavno se moramo držati nekih pravil, če želimo, da bodo tuji investitorji v Slovenijo prišli in da bodo tukaj tudi ostali. V redu, čas je za vprašanja. Kdo kakšno vprašanje? V mikrofon, prosim. Marko Milenkovič, Svet na kanalu. Če smo ravno pri temu, pomemben datum, ravno danes se ugaša v bistvu program TV3, vidite, vsaj simbolno povezavo. Ne bi rad delal teh simbolnih povezav. Jaz si želim, da imamo čim bolj pestro medijsko sceno, da pa ne prihaja do prelivanja med javnim in zasebnim. Še kakšno vprašanje? Vesna Zadravec, RTV. Danes ste razpravljali na vladi tudi o krčenju sredstev oziroma o proračunu. Zanima me, če že morda veste, kje boste rezali najbolj, da bomo lahko privarčevali več kot milijardo. Minister za finance je naslednji na vrsti. Boste mogli tudi vi, ne, krčiti? Vsi bomo morali zategniti pas. Prav gotovo se bom pa o konkretnih predlogih najprej pogovarjal na ministrstvu, potem s socialnimi partnerji, potem pa bomo šli pred medije. Kakšno vprašanje? Če ni, se ministru zahvaljujem in vabim ministra za finance, gospoda Šušteršiča, da predstavi točke z dnevnega reda, ki so z področja Ministrstva za finance.
Ja, lepo pozdravljeni. Mi smo danes na vladi obravnavali več tem z področja finančnega ministrstva. Vsa so nekako povezana, pa večina njih, z rebalansom, ki ga moramo napraviti. Sprejeli smo neko izhodiščni predlog vlade za pripravo fiskalnega pravila, se pravi člena ustave, ki bi v ustavi določil načela vzdržnosti na področju javnih financ. Zdaj, ta predlog bo najprej posredovan ostalim, se pravi parlamentarnim strankam, predsednikom parlamentarnih strank, z njimi predebatiran, usklajen, potem bomo pa tudi seznali javnost s tem usklajenim predlogom, se bo pa to dogajalo že prihodnji teden, tako da ne bo treba dolgo čakati na to. Najpomembnejša tema so bila seveda izhodišča za pripravo rebalansa. Glede na znane razmere, ki jih vsi poznate, pričakovano gospodarsko rast oziroma nizko gospodarsko rast, to, da je Slovenija, kot je bilo danes objavljeno, tudi že tehnično v recesiji. Se seveda zavedamo, da je potrebno celotno delovanje javnega sektorja in javne porabe prilagoditi tem gospodarskim zmožnostim, da ne moremo več računati na to, da bo v letu ali dveh bolje, da lahko zgolj z nekimi prehodnimi ukrepi preživimo na približno istih ravneh porabe, zato je potrebno to porabo znižati in zelo hitro tudi znižati celoten primanjkljaj. Tako da bomo s tem dali tudi signal, da se ekonomska politika v Sloveniji spreminja in da bo s tem tudi breme obresti postalo lažje in da bo seveda tudi lažje dobiti v Slovenijo investitorje. Zdaj, najpomembnejši sklep, ki ga je vlada sprejela, je ta, da se rebalans proračuna, državnega proračuna pripravi tako, da bo primanjkljaj državnega proračuna na ravni 3% bruto domačega proizvoda. To pomeni približno milijardo, morda malo več primanjkljaja v državnem proračunu. V primerjavi s primanjkljajem prejšnjih let je to seveda veliko zmanjšanje. Sprejeli smo tudi, oziroma seznanili smo se tudi z informacijo o pričakovanih prihodkih in posledično se, če želimo ta cilj doseči, tudi odhodkih proračuna. Zdaj, prihodke ocenjujemo nekje na raven 7 milijard in 800 milijonov za državni proračun. Posebej bi rad poudaril, da smo tukaj izhajali iz načel previdnega načrtovanja teh prihodkov. Upoštevali smo že določeno rezervo za morebitno poslabšanje gospodarskih razmer. Ti podatki za Slovenijo, ki so bili danes objavljeni za lansko leto in bodo seveda osnova, na kateri bo Urad za makroekonomske analize pripravil novo napoved za letošnje leto, potrjujejo, da smo v bistvu ravnali zelo previdno, ker verjetno lahko pričakujemo še določeno znižanje gospodarskih napovedi za letošnje leto za Slovenijo. Tako da nekaj te rezerve je že vračunano v to številko, ki sem jo omenil. Prav tako smo pri oceni prihodkov pustili prostor približno 150 milijonov za davčne razbremenitve, ki jih bomo predlagali skupaj z rebalansom in niso še dokončno definirane, zato tudi ni dokončne ocene tega zmanjšanja prihodkov zaradi teh sprememb. Izbrali bomo pa tiste, izmed tistih, ki so bile napovedane, tiste, ki jih je enostavno narediti v enem mesecu in ki bodo po naši oceni najbolj spodbudno delovale za gospodarski zagon, za investicije, pa tudi za odpiranje delovnih mest. To se pravi, v naslednjem mesecu do vložitve rebalansa v državni zbor bomo tudi natančno definirali predloge sprememb na davčnem področju. Zdaj, kar je bilo pomembno, sprejeli smo cel niz sklepov, ti bodo tudi sedaj javni, oziroma so že javni, ki so usmerjeni v tako imenovano notranje varčevanje znotraj same države. Sprejeli smo sklep, da naj vsi predstojniki organov preverijo pogodbe, ki so sklenjene in ugotovijo, če so bili vsi sklenjeni v skladu s načelom dobrega gospodarjenja in učinkovite uporabe javnih sredstev, tam, kjer niso bili, kjer so te pogodbe morda naravnane na neke prejšnje čase, da skušajo doseči bodisi odpoved pogodb, bodisi dodatna pogajanja, s katerimi se spremeni vsebina teh pogodb. To je spet nekaj podobnega, kar bi naredilo eno podjetje, ki bi se znašlo v krizi,
Šlo bi tudi k dobaviteljem in predlagalo spremembe pogojev za to, da vsi skupaj preživijo krizo. Sprejeli smo tudi priporočilo, to ni zavezujoč sklep, je pa priporočilo, da se presežki, ki so se lani ustvarili v nekaterih zavodih, javnih skladih ali javnih agencijah, ne namenjajo za nagrade zaposlenim, ampak se skušajo kar največji meri uporabiti za financiranje dejavnosti v letošnjem letu. Sprejeli smo tudi sklep, da morajo v tem mestnem obdobju do priprave rebalansa oziroma do sprejema rebalansa vsi razpisi iz javnih sredstev v potrditev na vlado, zato da ne bi prihajalo do dodatnih sprejetih obveznosti, ki jih potem ne bi mogli več spreminjati. Sklenili smo tudi, zadolžili smo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, da pregleda racionalnost porabe in predlaga skupaj z nami potem tudi spremembe na celi vrsti področij. Gre za takšne stvari, kot so recimo uporaba službenih avtomobilov, parkirišča, gospodarjenje z nepremičninami, nasploh s prostori, ki so v lasti vlade oziroma države, za pregled situacije na področju informatike, kjer je plačevanje licenčnin, izvajanja določenih funkcij preko zunanjih izvajalcev. Tukaj ocenjujemo, da je kar veliko neracionalnosti in nasplošno celo to področje prelaganja dela na neke zunanje izvajalce, avtorske pogodbe, delovne pogodbe, tudi študentsko delo je potrebno pogledati, videti, ali so tukaj vse poteka racionalno ali ne, ali to res vse potrebno. Potem bomo pregledali tudi poročila stroškov v zvezi z delom in zlasti z delom v tujini za javne uslužbence. Tak sklep je že prejšnja vlada sprejela, pa ni bil realiziran, da se to pogleda. In še več je takšnih ukrepov, takšnih področjih, kjer bomo pregledali racionalnost tistega, kar je zdaj v proračunu oziroma prakse, ki je doslej bila običajna. Eno takšno področje so lahko tudi določene mednarodne obveznosti, za katere tudi ni včasih jasno, kakšne učinke oziroma kje je strateški interes države, ki ga z njimi zasledujemo. Odkar govorimo o bolj racionalnem obnašanju celotne državne uprave in javnega sektorja nasploh, dobivamo tudi cel kup pobud, opozoril strani državljanov. Veliko jih pride tudi znotraj iz državne uprave, ljudje, ki morda niso na položajih, kjer lahko odločajo, so pa tam, kjer lahko vidijo neracionalnosti. Zato smo se odločili, da odpremo tudi posebno spletno stran, ki jo imenujemo Varčujmo pametno, preko katere nam bodo lahko ljudje kdorkoli, računamo pa tudi v veliki meri na ljudi znotraj državne uprave pa javnega sektorja, predlagali, kje bi še lahko bolj racionalno ravnali, kje so še možni prihranki. To se pravi, ta prvi zelo velik, kar nekaj, mislim, da okoli 10 je teh sklepov, ta prvi sklop ukrepov je usmerjen v dejansko bolj racionalno notranje poslovanje. Kot veste, se ukvarjamo tudi z reorganizacijo celotne državne uprave, vlade na podlagi zakona o vladi in tudi zakona o državni upravi. Ne samo zaradi te organizacije, ampak tudi sicer ocenjujemo, da bodo možni določeni prihranki tudi pri zaposlovanju, pri ravni zaposlenosti v javnem sektorju, vendar smo danes še enkrat se dogovorili, da je to stvar vsakega ministra posebej, da pogleda, kaj je na njegovem področju možno in smiselno prihraniti. Nismo postavili nobenega cilja glede tega, ni naš namen, da bi vnaprej določen nek cilj glede znižanja bodisi plač, bodisi delovnih mest oziroma mase za plače, ampak gre za racionalizacijo procesov, kjer so situacije seveda po ministrstvih različne. In tretja zadeva, ki smo se dogovorili v zvezi z rebalansom je, ker nam je vsem jasno, da vendarle celotnega znižanja porabe, ki je potrebno, ne bomo mogli doseči zgolj s temi notranjimi varčevalnimi ukrepi, čeprav obstaja tukaj še veliko možnosti, bo potrebno spreminjati tudi določene zakone, ki opredeljujejo izdatke države. Lahko gre tukaj za določene subvencije ali določene pomoči, lahko gre delno tudi za področje
socialno področje ali kakšna druga področja. Vendar je to tista stvar, ki pride na koncu. Skušali bomo čim več narediti z notranjim varčevanjem. V naslednjih dneh bomo upravili en krog pogovorov z vsemi ministri, kje so te spremembe možne, kje jih sami vidijo, kje jih mi vidimo. In seveda cilj je, da bi vse te spremembe, ki bodo potrebne za to, da bi omogočile doseganje tega cilja 3% primanjkljaja, predložili skupaj z rebalansom tudi v državni zbor. To je tudi edin v bistvu pravilen postopek, da se to naredi. In seveda, če bo potrebno oziroma če bodo nujni posegi tudi na področje, ki so predmet socialnega dialoga, bomo tudi ta socialni dialog v tem času opravili. Zdaj, tretja točka, ki je tudi nekoliko povezana z rebalansom, o kateri bi še nekaj rekel, so bili pa pomembni sklepi vlade v zvezi z bančnim sektorjem in finančnim sektorjem. Namen teh sklepov je, da omogočijo, da začnemo tudi formalno proces dokapitalizacije Nove Ljubljanske banke. Povezano z rebalansom je to toliko, kolikor je vlada pač sprejela ugotovitev, da je dokapitalizacija Nove Ljubljanske banke brez neposrednega sodelovanja proračunskih sredstev praktično nujna, če želimo izpeljati to fiskalno konsolidacijo, ki pač moramo izpeljati v tem in naslednjem letu. Zaradi tega je vlada sprejela odločitev oziroma potrdila predlog sektorske strategije oziroma sektorskih politik, ki smo ga predlagali, s katerim je določila, da v ključnih subjektih v finančnem sektorju, to so Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor in Zavarovalnica Triglav, država želi ohraniti najmanj 25% delež lastništva plus eno delnico. To nam omogoča seveda zdaj pogovore o dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke strani drugih vlagateljev, ker če bo nekdo prinesel dodaten kapital v Novo Ljubljansko banko, se bo delež države temu ustrezno znižal. Vlada je dala mandat Ministrstvu za finance, da vodi ta pogajanja, da seveda v sodelovanju z Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, ki je tudi pristojna za to področje, seveda, da oblikujemo pogajalsko skupino in da se takoj ugotovimo interes pri morebitnih vlagateljih in da skupaj z njimi dogovorimo tudi osnovne rešitve glede upravljanja banke v prihodnje, se pravi delničarski sporazum in tudi v tem procesu, ki bo moral biti hiter, dorečemo rešitve glede, se pravi kadrovske rešitve za samo banko, morebitne spremembe v nadzornem svetu in seveda imenovanje uprave za poln mandat. Zdaj, rok, da vse to izpeljemo, je 20. marec. Upam, da bo res možno priti do dogovora do takrat. Predvsem je razlog v tem, kot veste, da je rok za dokapitalizacijo 30. junij in če bomo imeli zelo hitro nekih kredibilnih, vsaj preliminarnih dogovorov, potem bodo pritiski regulatorjev bančnega sektorja vse strožji. 20. april, se opravičujem, rok za speljavo vseh teh postopkov je 20. april. Se pravi približno 8 tednov. Vlada je tudi naložila Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb, da nas obvesti o vseh postopkih, ki so s tem zvezi, se pravi z dokapitalizacijo, morebiti potekali že doslej in da nas tudi obvesti o načinu, kako je bila dokapitalizirana Nova kreditna banka Maribor v lanskem letu. In da bomo pač o teh stvarih informirani in tudi lahko ocenili, ali je bil tak način dokapitalizacije smiselen, kot je pač bil izveden. Toliko bi sam povzel sklepe, zdaj pa seveda. Vprašanja. Prosim, ja. Jaz bi za začetek prosil, če lahko poveste, verjetno, da ste naredili razrez takega običajno dobimo. Recimo, koliko sredstev se bo namenil za plače, koliko se bo namenil za transfere, za socialne transfere, predvsem pa za naložbe. Zlasti podstavke plače in naložbe me zanimajo. Mogoče tudi, kako planirate evropska sredstva. Rad bi pa videl, če mi daste primerjavo realizacijo 2011 pa predlog rebalansa 2012. Ja, gledajte, mi smo se na nek izhodiščni razrez naredili, ga tudi danes predstavili ministrom. Ni pa bil ta razrez na ta način sprejet kot
dokončen, a ne, bil je sprejet kot izhodišče za te pogovore. Mi smo se tukaj iz nekih splošnih pravil izhajali, ne, in v naslednjih dneh bomo z ministri, kot sem rekel, videli, kje točno tudi oni vidijo, da so možne te spremembe. To gradivo je ostalo interno, jaz sem zato ne morem teh informacij dati, tudi mislim sam, da ne bi bilo pametno, ker se bodo te stvari še lahko spremenile. Do vložitve, če lahko rečem, do vložitve rebalansa v državni zbor je še en mesec, ne? V mikrofon, prosim. Ja. Samo, recimo, kar se tiče plač, ki pričakujem, da bo kar velika debata, ali lahko samo daste primerjavo z letom 2011? Ali bo skupna, povejte mi samo, ali mislite, da bo skupna številka enaka ali manjša? Jaz mislim, ne samo da jaz mislim, vlada tako misli, da bo skupna masa plač, skupna številka za vse plače v javnem sektorju nižja letos, kot je bila lani. Za koliko je pa odvisno od teh stvari, ki sem jih prej omenil. Vprašali ste še glede primerjave z realizacijo. Zdaj, tako kot sem prej rekel, naša cena prihodkov je nekje na ravni 7 milijard 800. Naš cilj primanjkljaja je nekaj več kot milijardo. S tem pridemo na zgornjo mejo izdatkov, ki je pod 8 milijard 900. Ne. Glede na lansko realizacijo to pomeni 450 milijonov manj. Ne. S tem, da je bila lanska realizacija približno za 300 milijonov nižja, že kot smo mi recimo še jeseni imeli podatke, ne, ali pa na začetku leta. In seveda, da se že stroški obresti letos povečujejo glede na lani za približno 200 milijonov evrov, kar pomeni 450 milijonov manj glede na lansko realizacijo, pri tem, da moramo nekje najti 200 milijonov dodatnih za obresti, pomeni praktično 650 milijonov manj na vseh drugih področjih, ki jih država financira. Prosim, temelje vprašanje. Sindikati so vlado seznanili s svojimi izhodišči. Gospod Semolič je dejal, da se vlada z nekaterimi izhodišči strinja. Zanima me, s katerimi, ali ste to danes obravnavali tudi na seji vlade in ali bo gospod Janša ta stališča zagovarjal na seji sveta? Mi smo samo dobili obvestilo, da so bila ta stališča ali predlogi, ki so predlogi evropskih sindikatov, čeprav razumem, o tem govorite, bili predani predsedniku vlade, dobili jih bomo, nismo jih še dobili, nismo o njih razpravljali. Je pa res, da verjetno so notri tudi stvari, ki bi bile za nas sprejemljive. Ne? Zdaj, če smem, z predstavniki sindikatov se je dobil premier. Ja, ne vlada. Prosim, Milenkovič ima vprašanje. Miha Jenko delom. Gospod minister, na hearingu ste rekli, to je mislim, da je 9. februarja, ste rekli, da boste takoj prihodnji teden začeli iskati investitorje za Novo Ljubljansko banko. Zdaj, minilo je 20 dni, pa me zanima, ali ste v teh 20 dneh že vzpostavili kakšne kontakte, lahko potrdite, da se kdo zanima za Novo Ljubljansko banko, za, bi rekel, nakup deležev v njej, in ali ta vaša današnja napoved že pomeni, da država ne bo prispevala niti evra za dokapitalizacijo NLB iz proračuna. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje me pa zanima, ali vas je kaj presenetil današnji podatek SURS-a, da je Slovenija lani zabeležila negativno gospodarsko rast. Ja. Na to, da ste vodili UMAR, pa da imate tudi nekaj tega, ne poznate. Tudi ko sem vodil UMAR, sem bil včasih presenečen nad kakšno statistično objavo. Ne mislim s tem nič slabega, ampak če bi brez statistike vse vedeli, najbrž ne bi potrebovali. Tako da ta podatek današnji je bil negativno presenečenje. Tudi ocene UMAR-ja so govorili, da bo vendarle pozitivna rast v lanskem, da je verjetno bila pozitivna rast v lanskem letu. Nas je pa to še utrdilo v tem prepričanju, da je dejansko potrebno strukturo in višino javne porabe prilagoditi tem gospodarskim zmožnostim. Mislim, da bo UMAR tudi v dobrem tednu verjetno nam postregel z novo napovedjo za letos. Kot rečeno, smo mi neke rezerve za to pričakovano, nekoliko nižjo napoved si tudi že pustili. Kar se pa tiče Nove Ljubljanske banke, da lahko potrdim, da sem navezoval določene stike tudi že v prvem tednu in da so bili odzivi pozitivni. Zdaj se da več potem ne moram povedati. Mi pa te današnje sklepi se da omogočajo, da ta proces začnemo voditi bolj formalno in se da, ko bodo dogovori, boste o njih obveščeni.
upam pa, da ne veliko prej, ker tudi včasih preveliko obveščene javnosti o pogajanjih, tem pogajanjem lahko škodi in tega mislim, da si ne bi želeli. In da, naš cilj je, da ne bi niti evra dali iz proračuna direktno Novo Ljubljansko banko. Moja ocena je, da je to možno, ni pa seveda še dogovorjeno. Vprašanje je bilo. Zanima me, se pravi, za enkrat je še vedno cilj, da ne bi vlada prevrčevala letos oziroma zmanjšala porabo glede na lani za 800 milijonov evrov. To ostaja ob vsem, kar se dogaja v negativnih napovedih, ob obrestih, ob vsemu. Cilj je, da primanjkljaj proračuna spravimo na 3% bruto domačega proizvoda. Ne. Kakšna poraba je za to potrebna, je potem se odvisno od cene prihodkov. Tako kot sem rekel, trenutno je zgornja meja 8 milijard, nekaj manj kot 8 milijard 900. To pomeni glede na lansko realizacijo 450 milijonov manj, glede na tisti del proračuna, ki niso obresti, ne, se pravi ta primarni del izdatkov po v bistvu 650. Tako da smo tu nekje, nažalost moramo biti. Ne. Menite še vedno, potem, kar je bilo objavljeno danes, da pa kar se dogaja z NLB-em, tudi ste rekel, pač cilj je, da država ne bi dala pač teči v Evropi, ne, vprašanje, če bo šlo to skozi. V bistvu ja, to je bilo eno vprašanje, a menite, da boste uspeli pač najti neko rešitev, da državi ne bi bilo treba do junija NLB-ju dati denarja, pa če se vam zdi ob vsem tem, kar se dogaja tudi teh 650 tako realno izvedljivih. Pač. Ja, oboje se mi zdi realno. Skratka, mislimo, da bomo našli rešitev za Novo Ljubljansko banko, brez neposredne udeležbe proračuna pri dokapitalizaciji in tudi seveda menim, da je takšno znižanje izdatkov možno. Na koncu je vlada danes tudi takšen sklep sprejela in razprava med ministri je bila zelo resna in jaz moram reči, da sem več proračunskim razpravam prisostvoval in v nobeni še ni bilo toliko zavedanja, kje smo in kaj bo potrebno narediti. Še kakšno vprašanje? Andreja Baslej, Žurnal 24. Vas je presenetil današnji razpis v delu za predsednika uprave NLB, glede na to, da ste omenjali, da bo mednarodni, to se pravi spet se zahteva slovenščina, a je to usklajeno, me zanima. Kar se tiče proračuna oziroma rebalansa, me pa zanima, gospodarsko ministrstvo je privrčevalo oziroma naredilo nek osnutek varčevanja pri 30% na realiziran proračun, pa me zanima, so to usmeritve za vsa ministrstva. Ne, to niso usmeritve za vsa ministrstva. Kot rečeno, mi smo neka svoje videnje višine izdatkov po ministrstvih pripravili. Ta znižanja so odvisna od strukture izdatkov, ki jih ministrstva imajo, tudi od tega, od kje imajo vire, ali prihaja del virov iz Evrope, ali pa iz kakšnih drugih namenskih sredstev. So pa različne in to bomo v naslednjih dneh seveda in tednih do sprejema rebalansa še usklajevali. Ja, kar se pa tiče razpisa za predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, jaz mislim, da je to verjetno logična poteza, ki jo je moral nadzorni svet narediti. Ni to bilo z nami usklajeno sicer. Me pa ni presenetilo, mi je po svoje žal, da ni bil mednarodni razpis, vendar kot rečeno, jaz mislim, da bomo v teh pogajanjih z morebitnimi vlagatelji v Novo Ljubljansko banko odprli tudi vprašanje sestave nadzornega sveta, vprašanje razmeri. Tudi država bo morala definirati svojo strategijo, kakšne pravice in kakšen vpliv želi ohraniti na osnovi tega 25% deleža. In potem bomo verjetno, če bo ta dogovor dejansko do konca aprila sklenjen, vsaj kot nek preddogovor, tudi skupaj z novimi vlagatelji sprejeli dokončne odločitve glede uprave, pa tudi glede nadzornega sveta. Jaz bi dve stvari v zvezi z bankami. Zdaj pri tem, ko se zavzemate za mednarodni razpis, bom izkoristil preko pa vprašal, recimo, če bi dobili nekega bančnika zelo dobrega in znanega v svetu, ali ga je sploh možno plačati po naših veljavnih zakonih. To je ena stvar. Druga stvar v zvezi s tem, kar ste govorili o bankah, me pa zanima, če ste tudi že kaj govorili o odpravi kreditnega krča. Ker mislim, da bojo tukaj potrebni še kakšni drugi ukrepi. Eden od njih je recimo
kdaj se bo začel prodajati zasežena stanovanja, pa tudi druga lastnina, potem pa ali bo v proračunskih dokumentih ta obveznost, da se skrajša plačilni roki proračunskih uporabnikov. Zdaj o teh plačilnih rokih še nismo govorili v proračunskih dokumentih. Glede samega kreditnega krča sta pa tukaj dve zadevi. Eno je, da moramo v Slovenijo dobiti kakšno investicijo, ki bo malo oživila gospodarstvo. Druga stvar je pa seveda tudi to, o čemer govorite. V procesu dokapitalizacije teh pogajanj bo govora tudi o poslovni strategiji Ljubljanske banke. Tudi sam mislim, da je odprodaja naložb eden od načinov, kako lahko pride banka do denarja, ki potem ta kreditni krč umili. Je pa to seveda na obeh straneh problem, drug problem je seveda slabo finančno stanje podjetij, ki bi investirala. Tako da ni samo na bančni strani problem. Prosim. Kako boste plačali tega direktorja, ki ga iščete? Ja, gledajte, če bi to bil direktor, za katerega bi verjeli, da bo najboljši in bistveno boljši od drugih, potem bi najbrž moral pogledati te zakone. Karel Lipnik, Finance. Poleg obresti se letos povečuje potrebe tudi za pokojninsko blagajno in pa servisi v zdravstveno blagajno in pa seveda socialni transferi, predvsem za nezaposlene. Rekli ste, da boste omejili ta del, to pomeni, da boste tudi posegli močneje v ta del, da boste spremenili socialne transfere in pa če je to sploh letos dosegljivo. Zdaj, pokojninski izdatki, transfer iz proračuna v pokojninsko blagajno bo letos zelo podoben lanskemu, ker so pokojnine, usklajevanje pokojnine zamrzneno, kot veste, mi računamo, da bo ta interventni zakon veljal do konca leta, da se bomo to uspeli dogovoriti. Je glede na sprejeti proračun tam povečan, glede na lansko realizacijo je pa zelo majhno. Glede zdravstvene blagajne bomo seveda opravili pogovorov z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Mi imamo cel kup idej in predlogov, kako bi lahko teh 150 milijonov znotraj zavoda prihranili, ki ne bi bili tako drastični, kot so bili kakšni, ki so že bili omenjeni. Veliko rezerv je pri kakšnih nabavah še zdravil in podobnih materialov. Tako da to bomo opravili kar nekaj sestankov in to pogledali in tudi pričakovali, da se pač tudi ta zavod obnaša, tako kot si drugi v javnem sektorju. Ali kot se bodo morali. Kaj še bilo? Ja, zdaj nezaposlenih je, kolikor jih je in imajo pravice, kakršne imajo, ampak v sklopu tega celovitega pregleda zakonodaje se bomo pogovorili tudi o tem, ali bi bila tam možna in upravičena kakšna sprememba. Ne bi pa hotel, se pravim, ker bomo te pogovore šele opravili naprej, ničesar napovedovati. Prosim. Mene že rekel ste za NLB, rekel, da je odprodaja naložb eden od načinov, da pač pridobi potrebna sredstva. A vidite tudi, pač bi to načelo veljalo tudi za državo. Bo država pač, rekel ste, strategija je 25% prosena delnico, ampak so načrtovane tudi prodaje kakšnega premoženja? Ja, seveda so, tudi te upravljavci premoženja to počnejo in skupaj s proračunom se sprejemajo te načrti. Seveda pa to ni direktni prihodek proračuna. To je pač prodaja kapitalske naložbe, ki se lahko uporabi za zmanjšanje dolga ali pa za neke druge kapitalske naložbe, recimo. Ampak skratka, to ni način, kako bi zdaj zmanjševali primanjkljaj kratkoročno. Ja, bi vplivali seveda na breme obresti, če nič drugega. Sam še to, Mercator, konkretno, NLB prodaja Mercatorja. Vaše mnenje o tem, pač po vsemu, kar se je zgodilo, če bo NLB karkoli prodala, da bi pač izpolnila to, da bi pač s prodajo dobila del sredstev, pač bo težko šla mimo Mercatorja. Kakšno je vaše mnenje o tem prodaji? Pa če lahko poveste mnenje o tem, o propadi zadnji prodaji, glede na tudi Mercator objavil rezultate za lani, pač komu ne gre prav dobro. Ja, zdaj, za Mercator je bilo več ponudnikov, sedaj niso vsi ponujali enake cene. Jaz mislim, da ta prizadevanje banke, da proda svoje naložbe, mora iti naprej. Zdaj, zakaj točno se je pa Agrokor, ki se je potegoval Mercator, na koncu umaknil,
pa jaz težko komentiram, lahko so bili tudi kakšni njihovi razlogi od teh, o katerih se je slišalo, vse pa je tudi ne preveč navdušen sprejem te ponudbe v Sloveniji, to gotovo vpliva. Prosim, vprašanje. Nekoliko smo se že dotaknili same zdravstvene zavarovalnice, ki je napovedala, da bodo pričeli oziroma da so primorani pričeti z varčevanjem. Gospod Fakin pa je pozval vlado naj te ukrepe upošteva tudi znotraj vašega svežnja ukrepov. Pa me zanima, kaj to pomeni in kako točno boste to izpeljali. Gospod Fakin je direktor zavarovalnice in kot direktor mora zagotoviti, da zavarovalnica posluje sredstva, ki so razpoložljiva. In jaz mislim, da bo to svojo odgovornost on izpolnil. Ja, dober dan. Še eno vprašanje bi imela in sicer zanima me, v predlaganih odhodkih je predvideno tudi to, da je podaljšan intervencijski zakon do konca leta ali morda še v kakšni strožji obliki. Zaenkrat smo računali, da se podaljša do konca leta. To smo tudi povedali na Brdu v prvem srečanju nove vlade z socialnimi partnerji in seveda upamo, da bo možno socialni dialog peljati v tej smeri. Dobro, še kakšno vprašanje? Še eno zadnje. Samo še sivo ekonomijo. SURS je danes objavil podatke, kakšen obseg sive ekonomije, sicer ne ocenjuje, da so tukaj kakšni posebni davčni prihodki, pa me vendarle zanima, ali načrtujete kakršnokoli akcijo, glede na to, da sivo ekonomijo naj bi povzročala predvsem podjetja, ki poslujejo, to se pravi ne neka skrita podjetja in neznana podjetja, ki v bistvu določen del svojih prihodkov ne prikazujejo in 2/3 v bistvu te sive ekonomije, ki jo povzročijo ta podjetja, je soglasne, to se pravi, se oba dva strinjata, da boste v bistvu neko storitev oziroma izdelek kupila brez računa. Pa me zanima, ali boste tukaj sprožili kako akcijo, ker recimo izgubljenega DDV-ja SURS nekako ocenjuje, da je za okrog 200 milijonov samo iz tega naslova. Ja, seveda, zdaj siva ekonomija je problem, ravno zaradi tega medsebojnega pristanka, ker je to nekaj, kar se veliko ljudem zdi normalno. Ravno zaradi tega, ker je to del nekih navad, da ne rečem specifične kulture, je to tudi zelo težko spreminjati. Jaz verjamem to, da siva ekonomija ne nastaja samo zaradi tega, ker ljudje želijo se goljufati, ampak tudi zaradi preveč zapletenega davčnega in regulatornega okolja. Tukaj bomo začeli neke ukrepe tudi s temi poenostavitvami, ki jih bomo do konca leta pripravili s pavšalnimi obdavčitvami, recimo. Zdaj smo dali v javno razpravo in tudi v medresorsko usklajevanje predlog, da se ukine ta pravilnik, ki omejuje gotovinsko poslovanje na 50 evrov. Tudi to je ena od teh poenostavitev, ki lahko prispevajo k zmanjšanju sive ekonomije. In mislim, da na koncu koncev za varčnejšim pa bolj racionalnim obnašanjem države bodo morda tudi ljudje prej videli, da ima plačevanje davkov kakšen rezultat tudi za njih. Dobro, hvala ministra za ta izčrpna pojasnila. Nadaljevanje bom predstavil še ostale sklepe seje vlade. Vlada je potrdila predlog uredbe o spremembi uredbe o notranji organizaciji na ministrstvih in pa o dopolnitvah uredbe v organih v sestavi. Gre za tehnično uskladitev obeh omenjenih uredb z zakonom o vladi. Poleg tega je vlada na predlog ministra za pravosodje in javno upravo razveljavila sklepe vlade, s katerimi je vlada kot ustanoviteljica oziroma Republika Slovenija ustanovila področne kadrovsko-akreditacijske svete. Zdaj, razveljavitev bo začela učinkovati z 1. marcem. Morebitni postopki imenovanja pa se z dnem razveljavitve omenjenih sklepov ustavijo. Vlada je poleg tega sprejela ugotovitveni sklep o ugotovitvi pravne neveljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 12.1.2012 o imenovanju dr. Cirila Ribičiča za člana in dr. Dragice Vedam Lukić za nadomestno članico Beneške komisije, referajoč na 115. člen Ustave, tekoči posli.
Slednji so predvsem tisti, ki jih vlada je pristojna upraviti in ker je nujno potrebno, da se odvrnejo nepopravljive ali težko popravljive posledice za delovanje države. Vlada je tudi izhajala iz stališča službe vlade zakonodaje, ki je v zadnjem stavku sicer opredelilo, da je ob upoštevanju temeljnih izhodiščnih smernic v konkretnih primerih ni mogoče izogniti potrebi po posamečni oceni ali neka konkretna zadeva še sodi v okvir opravljanje tekočih zadev in se je treba torej dokončno odločiti v vseh takih konkretnih posamičnih primerih posebej. Zdaj 12.1. v tem primeru se prejšnja vlada o tem ni posebej opredelila in iz tega tudi sledi omenjeni sklep vlade. Poleg tega je bilo nekaj kadrovskih imenovanj v vaših mapcah, omenjam pa samo še imenovanje državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade Barbare Borote, ki pokriva evropske zadeve. Zdaj pa, če imate še kakšno vprašanja. Jure Brankovič, POP TV. Saj ste že pojasnevali, da v bistvu na področju obveščevalnih služb ne načrtujete nekega združevanja obeh služb. Mislim, da je bilo to tudi javno pojasneno strani urada, ampak se bo zdaj pojavljalo neki strahovi, da bo v smislu racionalizacije prišlo do neke vrste kadrovskega cunamija v obeh službah, tudi recimo opozicija zahteva neko poseben sklic komisije o tej temi, pa če bi mogoče malo pomirili strasti oziroma povedali, če so kakršnikoli načrti vlade na tem področju. No, jaz mislim, da je bila nekdanja ministrica Jelušičeva zelo jasna v svojem blogu in je nazorno ponazorila, da so to pač veliki strahovi, ki pa nimajo utemeljite ne v pravni podlagi, ne v načrtih vlade. Poznam in bo, da vas sprašujem, ali je kakršnikoli načrt v zvezi s tem? Saj sem povedal, da mislim, da je to zelo tehtna obrazložitev, ki vse dobro obveščene, neimenovane vire postavlja na lažno. Ne, v tem pogledu nikakršnih sprememb. Prosim, ja. Zanima me, a je bilo danes kakšno odločanje o igralniških koncesijah, pa če ste komu zavrnili? To je ena stvar, druga stvar je pa, kdaj in kje bo to gradivo sporočilo o proračunu objavljeno? Zdaj za kjero sporočilo mislite? To, o izhodiščih za proračun, rebalans proračuna 2012. Nisem ga našel v mapi, ne vem. Ja, ker je to stvar pod interno, ker je še razprava, poteka naprej. Ne. Minister je predstavil tisto, kar je lahko predstavil, gradivo je označeno interno in v tem pogledu tudi pač... Kar se tiče pa zavarovanjstva, pa predlagam, da se obrnete neposredno na ministrstvo. Igralnice, ja, neposredno na ministrstvo za finance. Ni bilo, ne veste, če je bilo... Zdaj, razprave ni bilo, zdaj pa... Če je bilo vrščeno pod listo A, ne? Ja, pol je izjava v... Komu pa je bila zavrnjen? Ne veste? Pod eno, kjer ni razprave je bilo. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem za udeležbo in vas lepo pozdravljam. Ja, no, samo še to, da vas obvestim, da bo čez pol ure sporočilo o rebalansu, samo ne bo podrobnosti, tako kot ste verjetno vi hoteli, ampak pač to, kar se lahko pove v tem trenutku, bo v tem sporočilu noter. Ukom bo poslal v sklopu z ostalim.